Novomeški frančiškanski cerkvi svetega Lenarta sta v sklopu projekta Pesem povezuje nastopila dva zbora. Domači mešani pevski zbor Pomlad in mešani pevski zbor Vrtojba. Novomeška Pomlad je skoraj desetletje uspešno delovala pod taktirko Fernanda Mahijasa, tokrat pa je prvič nastopila pod vodstvom Alenke Podpečan. Jaz osebno, iskreno rečeno, komaj čakam, zelo si želim z njimi stopiti prvič na oder, z mano, z mojo energijo, tako da upam, da bo super. Zelo smo mogli delati, imeli smo malo še problema z enim programom, smo mogli z eno skladbo na novo začeti, tako da... Kako pa je zbor sprejel svojo novo zborovodjo, sicer študentko zborovskega dirigiranja in absolventko glasbene pedagogike na Akademiji za glasbo v Ljubljani? Mislim, da je zbor dober, me sprejel kot neko spremembo, kot neko mlado energijo in se mi zdi, da sem čist z dobrim namenom tukaj in tudi bila zelo dobro sprejeta, ker se mi zdi, da so želeli mogoče kaj novega, kakšen drug žar, ki ga mogoče jaz osebno devam. Tokratni gostje so prišli s Primorske. Mešani pevski zbor Vrtojba ima že zelo dolgo tradicijo. Mešani pevski zbor z Vrtojbe prihaja iz Goriške. To je kraj tik ob meji z Italijo in tam imamo v vasi kar nekaj pevskih zborov, od cerkvenega pa še enega svetnega zbora, poleg nas pa mladinske zbore in poleg njih smo še mi, ki obstajamo že 33 let. V tej, bi rekel, taki sestavi, ljudje se menjajo, vendar naša doba delovanja je 33 let. Glede na to, da je Vrtojba ob slovensko-italijanski meji, koliko pridiha sosednje države je zaznati v njihovi glasbi? Ne bi rekel. Mi smo se že v začetku srečevali z zamejskimi Slovenci na njihovih zamejskih revijah, Celjanki in reči bili povezani z njimi, tako da se je vedno gojilo precej slovenske pesmi. Nismo alergični na tuje, vendar mogoče v temperamentu, v izboru literature se pozna primorski karakter, mogoče, vendar danes je tega vse manj in se kar nekako zbori imajo nek bolj univerzalni okus. Projekt Pesem povezuje ima svoje jasno poslanstvo. Sodelujemo z drugimi zbori, kar pomeni, da imamo koncert, se povežemo, kontaktiramo z različnimi zbori iz Slovenije in naredimo koncert. Se mi zdi super, da se slišimo med sabo in podpiramo. Vsa ta leta smo imeli veliko lepih izkušenj s temi pobratenimi zbori, pri katerih smo gostovali in ki so prišli k nam. Tako da pesem res povezuje. Nastopajoča zbora sta se predstavila tudi z raznovrstnim sporedom. Današnji program bo v okviru 19. in 20. stoletja. Skladatelji ekspresionistične glasbe, to je Vilko Ukmar, Skica na koncertu. Nato imamo Kordovo, španskega oziroma argentinskega skladatelja in nato še zadnjo ameriška skladba, ki vsem naježi kožo. Današnji program je bolj liturgično obran, ker to glasbo sakralno zadnje čase gojimo bolj v namene spremljane pri bogoslužju, pri teh bogoslužjih, ki so povezani na nek način z našim zborom. Poroke, kakšen pogreb in božični čas, pa nekateri prazniki. Zbor je registriran in občasno zapoje tudi v cerkvi, zato smo se nekako usmerili v ta repertoar tako, da ga lahko zapojemo brez večjih priprav ob takih potrebah.